Živja, Jož tukaj in v današnji epizodi oddaje The Infographic Show bomo pogledali nekaj najbolj nenavadnih dejstev o moški govorici telesa po mnenju znanosti. Ta je nenavadna že na samem začetku. Ali ste vedeli, da brade dajejo vtis avtoritete? Po raziskavi iz leta 1976 so moški z brado videti bolj dominantni kot tisti, ki so obriti. Brade povečajo navidezno velikost glave, zaradi česar je oseba videti večja in bolj zastrašujoča. To imate pod nadzorom, vendar ni vse tako. Pravzaprav obstaja ena fizična lastnost, ki lahko napove plačo in uspeh moškega, še preden izreče eno samo besedo. Slabe novice za moške, ki so pri višini potegnili kratko. Visokost velja za enega najpomembnejših dejavnikov moške dominantnosti v govorici telesa. Dojemajo jih kot bolj privlačne, imajo višjo samozavest in ni presenetljivo, da imajo višji moški več možnosti za vodilne položaje, v povprečju zaslužijo več in imajo večjo verjetnost za napredovanje. Študije skozi desetletja to potrjujejo, zato bi nižji fantje morda morali razmisliti o čevljih s platformo. Seveda višina ni edini način, kako moški izkazujejo samozavest ali dominantnost. Vsakič, ko se dva moška srečata, poteka tiha bitka. Stiski rok so pravzaprav ena najbolj intimnih oblik vsakdanje govorice telesa, s katerim hitro pošlješ sporočilo o sebi. Moški pogosto priznajo, da ne poskušajo le nekaj sporočiti svojim stiskom roke, ampak tudi ocenijo druge moške glede na to, kakšen stisk roke imajo. In obstaja več kot ena vrsta stiska roke. Večina moških poskuša doseči dominanten stisk roke. Tak stisk roke prepoznate potem, da je dlan obrnjena navzdol, kar v bistvu prisili drugo osebo, da svojo roko poda v podrejenem položaju. To je običajno povezano z očesnim stikom in močnim prijemom. Vsi smo že bili deležni stiska roke, ki je bil premočan. Nasprotno pa podrejen stisk roke, kjer oseba prva ponudi roko, pogosto pomeni, da moški izkazuje zaupanje in odprtost. Lahko pa tudi nakazuje, da se moški počuti zastrašenega strani nadrejenega ali starejše osebe. To je lahko poskus, da bi drugo osebo pomirili. Kaj pa najboljše iz obeh svetov? Redkejša vrsta stiska roke je tista, kjer oseba uporabi obe roki hkrati. Ena roka prime roko druge osebe od spodaj, druga pa potapka po zunanji strani iste roke. Ta stisk roke z obema rokama običajno nakazuje tako dominantnost kot zaupanje. To služi tako izražanju moči kot prevzemanju nadzora nad situacijo, hkrati pa tudi pomirja drugo osebo. A dogaja se še veliko več. Moški pogosto dajejo večji poudarek očesnemu stiku kot ženske. Raziskave kažejo, da ženske običajno pozorno opazujejo, vendar njihov pogled pogosteje potuje naokoli. Moški pa nasprotno pogosteje zadržijo pogled na enem mestu. Včasih se lahko zdi, kot da gre za tekmovanje v strmenju, kjer nihče ne odvrne pogleda, medtem ko se tiho vzpostavlja prevlada. To je še posebej pogosto med vročimi prepiri, ko se prekinitev očesnega stika lahko zdi kot popuščanje. In še eno ključno orožje v govorici telesa je razdalja. Bodite pa previdni, način, kako moški uporablja svoj osebni prostor, lahko razkrije, koliko vas v resnici spoštuje. Je neviden, a vsi imamo svoj osebni prostor, nekakšen mehurček okoli sebe. In takoj, ko ga nekdo prestopi, nam postane nekoliko neprijetno. Vsak ima svojo razdaljo in to mejo je zelo lahko prestopiti, ne da bi se tega zavedali. V povprečju moški poročajo, da imajo večji osebni prostor kot ženske, zato se bodo zaradi tega pogosteje počutili ogrožene. Paradoksalno pa moški še vedno pogosteje vdrejo v osebni prostor ženske, da bi pokazali svojo prevlado, čeprav imajo ženske običajno manjši osebni prostor. In to lahko pogosto opazite že po načinu, kako stojijo. Drža je eden najpogostejših pokazateljev človekove osebnosti. Ženske neopazno zavzamejo čim manj prostora, kar pomeni, da pogosto stojijo tesno skupaj, z rokami ob telesu in z nogami skupaj. Moški pa nasprotno, se postavijo bolj na široko. Njihova drža je običajno odprta in običajno so manj pozorni na prostor, kar pomeni, da če se morate v hodniku preriniti mimo nekoga, da pridete do cilja, je verjetno, da bo to moški. To je deloma očiten znak prevlade, hkrati pa tudi preprosto pomanjkanje zavedanja. In obstaja eno področje, kjer je to bolj očitno kot kjerkoli drugje. Sedenje z nogami na široko. To je postal izraz za moške, ki sedijo na način, da je skoraj nemogoče, da bi kdo sedel poleg njih. Nekaj, kar pogosto vidite v podzemni železnici ali celo v letalih, kjer je prostor že tako omejen. Ženske to pogosto razumejo kot prikazovanje prevlade, medtem ko moški običajno ponudijo drugačno razlago. Preprosto ne morejo držati nog tako skupaj kot ženske zaradi svoje opreme. Ženske bodo pogosto prekrižale noge, medtem ko bodo moški sedeli razkrečeno, da ne bi stisnili določenih delov tam spodaj. To pogosto vodi do tega, da moški zavzamejo 55% prostora na dvosedu, a včasih je vse v rokah. Roke so eden najbolj izraznih delov človeškega telesa, vendar so tudi področje, kjer postane razlika med moškimi in ženskami bolj očitna. Ženske pogosteje držijo roke ob telesu in se tako še naprej delajo manjše, da bi bile manj vpadljive. Moški pa pogosteje gestikulirajo z rokami, da bi poudarili svoje stališče. To je včasih lahko razumljeno kot grozeče, še posebej v kombinaciji z bližino, vendar so večinoma ti gibi subtilen način komunikacije in vsaka gesta pripoveduje svojo zgodbo.
Dejansko so položaji moških dlani najboljši detektor laži v vsakem pogovoru. Dlani so eden največjih pokazateljev namena. Če moški govori z dlanmi obrnjenimi navzgor, tako da jih lahko vidite, je to običajno namig, da skuša biti bolj odprt in neogrožajoč. To lahko najjasneje vidite pri politikih, ki so pogosto naučeni uporabljati geste z odprtimi dlanmi, da delujejo bolj gostoljubno. To boste opazili tudi, ko zvezdnik stopi na oder ali ko je predstavljen nov šef in želi narediti dober prvi vtis. Če pa njihovih dlani ne vidite, bodite previdni. Le malo česa v telesni govorici tako jasno izda človeka kot laganje. Če ima nekdo nekaj za skriti, bo verjetno skril svoje dlani. To je znak obrambne drže in se lahko hitro spremeni v jezo, če ga izzovete. In če se to zgodi, boste verjetno videli, da se njihove dlani stisnejo v pest. To je običajno znak močnega stresa, takšnega, ki je povezan z odzivom boj ali beg. In vsi vemo, da moški pogosto takoj preidejo v boj. Ampak še ena uporaba rok je lahko prav tako zgovorna. Če se nekdo dotakne svojega obraza, je to običajno namig, da se nekaj dogaja v glavi. Sprva je bilo to razumljeno kot velik namig, da nekdo laže, do te mere, da so mnogi, ki so sledili tej teoriji, takoj obtožili nekoga, če se je malce prevečkrat dotaknil obraza. Zdaj pa velja, da gre bolj za povezavo kot za namig. Namesto tega je dotikanje obraza pogosteje povezano s stresom in globokim razmišljanjem. Nekaj, kar bo pogosteje počel nekdo, ki skuša ohranjati skrbno načrtovano laž. In če ne more stati pri miru, je to še en namig. Moški običajno stojijo samozavestno, z očesnim stikom in osredotočenostjo, ki sta običajno na dnevnem redu. Torej, če moški tega ne počne, je to še en namig, da gre za stres ali dolgočasje. Nemirno premikanje je eden največjih znakov tega, saj nemir običajno pomeni, da telo ne more ostati pri miru. Nekatere pogoste oblike nemirnega premikanja vključujejo tapkanje z nogo ali premikanje na stolu, bolj očitna dejanja, kot so grizenje noktov ali praskanje po obrazu, pa se običajno pojavijo v zelo stresnih situacijah. Če pride do nenadne spremembe, je najbolje biti pozoren. Eden najjasnejših znakov nelagodja v pogovoru je prekrižanje rok. To je pogostejše pri moških, saj je znak obrambne drže. Ženske bodo morda pogosteje položile roke na boke, kar je nasprotje bolj običajne skrčene drže. Ker pa moški na splošno pogosteje zavzamejo več prostora, je prekrižanje rok lahko znak, da je pogovor šel v smer, ki jim ni všeč. To vedenje pogosto opazimo na fotografijah nerodnih srečanj med politiki in svetovnimi voditelji. To se zgodi, ko moškemu niste všeč. Kaj pa se zgodi, ko ste jim všeč? O tem, kako prepoznati, da moškega nekdo privlači, je veliko napisanega, a moški ostajajo na nekatere načine skrivnostni. Na splošno so manj izrazni kot ženske, tako verbalno kot z govorico telesa. To je povzročilo veliko šal o tem, kako moški in ženske govorijo različne jezike. Toda tako kot pri vsakdanjem pogovoru, obstajajo bolj subtilni namigi, po katerih lahko ugotovimo, ali je moški v ljubezenskem razpoloženju. Prvi namig prihaja iz drže telesa. Študije kažejo, da nekateri moški pogosteje stojijo vzravnano, trdno postavijo stopala in poravnajo ramena, kadar jih ženska zanima. To ni samo zato, da bi izgledali višji, ampak zato, ker ženske, moške, ki kažejo takšno vedenje, dejansko dojemajo kot bolj plodne. To je morda ostanek živalskega vedenja, kjer imajo poze dominantnosti veliko vlogo pri ustvarjanju dobrega prvega vtisa, ki bi samico prepričal, da se sreča z njim. Ampak mi nismo živali, vsaj ne take vrste, vendar so nekateri od teh znakov tako prvinski, da jih moški fizično ne more ponarediti. Nekateri najpogostejši moški znaki privlačnosti so pravzaprav instinktivni in na prvi pogled ne bodo očitni. Eden najbolj nenavadnih in najtežje zaznavnih je, da bodo njegove zenice razširjene. To ni lahko opaziti, razen če ga gledate neposredno v oči, vendar so očitni znaki, da bodo njegove oči videti temnejše ali širše in da se bodo njegove zenice razširile, ko se mu približate. To je fiziološki odziv na privlačnost in je običajno povezan z močnejšimi čustvi ter resničnim zanimanjem. In naslednji znak je morda nekoliko bolj neroden. Ko moški občuti fizično privlačnost, se mu pogosto začnejo potiti dlani. To je deloma znak nervoze, saj privlačnost vpliva na njegovo čustveno stanje. To se lahko zgodi v različnih situacijah, ki povzročajo tesnobo. Gre za fizično reakcijo, ki jo povzroča stres. Toda v tem primeru je to lahko pozitiven stranski učinek. Seveda pa obstaja tudi druga plat tega. Potne dlani lahko nerodno situacijo še poslabšajo in zlahka povzročijo, da prijetna interakcija zaide v napačno smer ter se sploh ne razvije. Obstaja pa ena mikroizraza, ki traja 1 sekundo, a je jasen pokazatelj. Eden najpogostejših znakov privlačnosti so privzdignjene obrvi. To je običajno znak, da nekdo posveča pozornost. Če predavatelj pove kaj zanimivega, boste videli, da se bodo vsa obrv v predavalnici hkrati dvignila. Včasih pa se obrvi dvignejo samo zaradi privlačne ženske. Pogosto je to nagonska reakcija. Moški se morda sploh ne zaveda, da to počne. Na splošno to pomeni, da ga nekaj zanima in želi izvedeti več, zato bo morda poskušal pogovor peljati naprej. In včasih je pomembno tudi to, česar moški ne izrečejo. Moški so pogosto ponosni na samozavest in jasnost. Običajno govorijo manj kot ženske, a so jedrnati in neposredni. Ko pa flirtajo, ni tako.
Študija iz leta 2020 je pokazala, da imajo ljudje več težav z izražanjem, ko jih nekdo privlači, in ta učinek se pojavi takoj, ko spoznajo osebo, ki jih zanima. To pomeni, da se moškemu lahko pogosteje zgodi, da jeclja ali se zaplete v besedah, kar je lahko simpatično, a hkrati tudi pokvari pogovor. Tako kot privlačnost lahko povzroči, da se moški zaplete v besedah, lahko povzroči tudi, da se v drugih pogledih vede drugače. Dejansko je bilo dokazano, da ko želi moški narediti vtis na nekoga, bo verjetno začel posnemati njegovo vedenje. To pomeni, da se lahko obnašajo na načine, ki so v nasprotju z njihovim običajnim vedenjem. To je podzavestno vedenje, ki se običajno kaže v neverbalni komunikaciji in govorici telesa. To je najbolj očitno pri tem, kako nekdo drži roke, kakšen očesni stik vzpostavlja ali celo kako sedi. Torej, če moški krši veliko običajnih pravil moške govorice telesa, je morda razlog v tem, da je njegova pozornost drugje. In ena izmed namigov je lahko najbolj subtilen od vseh. Odgovor, ki bi vam lahko povedal, ali se zaljublja ali načrtuje pobeg. Kolikokrat na dan pomežiknete? Verjetno o tem sploh ne razmišljate, a to počnete ves čas. Povprečna oseba pomežikne 15 do 20 krat na minuto, kar pomeni, da na dan naredite na tisoče pomežikov. To je večinoma samodejno dejanje, zaradi česar je še toliko bolj posebno, ko se začne obnašati drugače. Ko moškega nekdo privlači, je eden prvih znakov ta, da ne bo pomežiknil tako pogosto. To je zato, ker so bolj osredotočeni kot običajno, zato njihovo telo posveča dodatno pozornost osebi, ki jim je všeč. To je še posebej izrazito, ko so neposredno osredotočeni na osebo, ki jih zanima. Poskušajo popolnoma vsrkati vse, kar vidijo, in se povezati s to osebo, s katero se pogovarjajo. Torej, če se lahko osredotočite na to, kako pogosto mežikajo, vam morda pošiljajo določene signale. Kaj pa se zgodi, ko začnejo bolj pogosto mežikati? No, to običajno ni dober znak. Povečano mežikanje je eden najbolj znanih znakov dodatnega stresa. Če jim je v pogovoru neprijetno, jih to lahko povzroči, da pogosteje mežikajo. To je še posebej verjetno, če lažejo ali pa poskušajo prikazati večje zanimanje, kot ga v resnici imajo. A mežikanje se zgodi tako hitro, približno v 1/10 sekunde vsakič, da ga je težko opaziti, tudi če ste osredotočeni na obraz nekoga. Gibanje je zasnovano tako, da je skoraj neopazno. Torej, kako lahko dejansko ugotoviš, ali ti fant laže? Staro prepričanje, da je dotikanje obraza znak laganja, je bilo večinoma ovrženo, vendar še vedno obstajajo nekateri drugi znaki, ki so lahko jasen pokazatelj. Eden izmed njih je, zanimivo, dotikanje nosu. Drug znak, ki se običajno pojavlja samo pri moških, je vlečenje za ovratnik. Obe vedenji sta bolj kot karkoli povezani z nervozo, ki jo lahko sproži laganje. Medtem ko nekateri gibi razkrivajo nervozo ali stres, so drugi subtilni telesni znaki namenjeni temu, da naredijo vtis in pritegnejo. Eden najpogostejših znakov telesne govorice pri moških med dvorjenjem je napenjanje mišic. To ne pomeni, da začnejo napenjati bicepse kot profesionalni rokoborec, ampak obstajajo subtilni načini, ki jih lahko pokažejo svojo držo, da jasno nakažejo, da je to moški z nekaj mišicami. To vključuje zravnanje hrbta, da poudarijo prsne mišice, vlečenje trebuha noter, da skrijejo trebušno maščobo, in napenjanje mišic na rokah, da pokažejo svojo moč. To lahko naredijo povsem sproščeno, ne da bi bilo videti, da bistveno spreminjajo držo. Napenjanje mišic kaže na moč, ampak kaj pa bolj subtilni načini, s katerimi moški poskušajo narediti vtis? Nega je eno najpomembnejših vedenj v naravi, kaže, da je žival sposobna skrbeti zase in izkoristiti svojo naravno privlačnost do maksimuma. In ljudje smo navsezadnje le prefinjene govoreče živali, ki nosijo oblačila, zato ni presenetljivo, da se moški subtilno urejajo in negujejo, ko želijo narediti vtis na žensko. To lahko vključuje popravljanje oblačil, pogled v ogledalo ali urejanje pričeske. To je običajno znak ženskam v okolici, da je moški ne le privlačen, ampak tudi dovolj ceni svoj videz, da ga poudari. In če to ni dovolj očiten namig, je tu vedno še možnost brade. Zdaj si oglejte, kaj vas po mnenju znanosti naredi privlačne za ženske, ali pa kliknite na ta video.